Spoštovane, spoštovani, prva liga Telemach je nazaj s pomladanskim nadaljevanjem, pa čeprav smo sicer koledarsko še v zimi, se bo vse skupaj začelo čez približno četrt ure na stadionu Stožice v prestolnici. Mreže zmajev zaenkrat na medsebojnih tekmah sploh še niso zadeli, ampak imajo tule morda priložnost. Zelo nevarno je bilo, na koncu pa je Ratnik žogo vendarle odbil v kot. Odlično je branil potem, ko je stopil. Tule pa je zadetek za Rogaško. Talison, mislim, da v polno po podaji Kregarja. Kakšen šok v Stožicah, še pred iztekom četrte minute. Rogaška torej vodi z 1-0. Tole je Pintol, ki ni mogel storiti veliko. Precejšnja gneča je bila tam pred njim, odličen predložek iz kota Oliverja Kregarja. Ja, in potem, ne vem, mislim, da so Aleh morda celo z avtogolom. Skuša Alen Korošec, pa Talison, Mič, nova priložnost in mimo gola. Dofo lepo je preigral Korošca, Dofo, odbil je Talison, vendar tu je Floruč, pa Pedro Lukas, s predložkom priložnost Floruča prek vrat. Končno so Ljubljančani sprožili v okvir. Dofo vrača priložnost za Fadido. Iz obrata je sprožil Sar Fadida. Silva, ob njem je Kregar, Žorž Silva je prišel mimo, Silva, priložnost za Motiko in prek vrat. Dobro, zdaj je Flis v prodoru in potem Kureš v sredini, Mič, v lepo iz ozadja Korošec, pa še Mič, 2-0. 2-0 za Rogaško, 40. minuta, to zdaj ni več šala. Patrik Mič je tudi v prvenstvu nadgradil vse, kar je počel v pripravah. Blestel številnimi zadetki, torej že na pripravljalnih tekmah. Zdaj potrdil, da gre za odličnega napadalca. 2-0 za Rogaško. V prvem delu sezone ogromno težav s poškodbami. Zdaj je Oliver Kregar, lepo do Miča. Mič strelja, še ena priložnost za Rogaško. Kures se zdaj ni znašel. Kregar, Flis s predložkom. Nova priložnost in mimo gola. Tura Diaby. Izvedba je bila pa dokaj slaba. 11-metrovka. Kakšna neumnost Alena Korošca. Zdaj prekršek nad Markom Brestom. Akcija, ki sploh ni bila nevarna. Približa le na gol zaostanka in potem bo seveda sledila super končnica. Tako je, Elšnik je zadev. 2-1. Olimpija niti ni bila nevarna. Zdelo se je, da Slatinčani zlahka držijo prednost 2-0. Relativno hitro se bomo morali posloviti po tej tekmi, kajti mudilo se nam bo seveda v Domžale na nov prenos, podračuna med Domžalami in Bravom. Tule je zdaj priložnost in gol! Marko Brest, mislim, da je strelec in vendarle Rogaška ne bo odnesla vseh 3 točk iz Ljubljane. Nekako bi dejal, se je to napovedovalo po tisti neumnosti, ki jo je storil Alen Korošec. Marko Brest pa Zeljkovičev adut iz rokava. Najprej je priboril 11-metrovko, zdaj pa še zadev. Zoran Zeljkovič, prva tekma v spomladanskem delu se najverjetneje ni išla po vaših željah, 2-2, ampak točko
ste iztržili v sodnikovem dodatku drugega polčasa. Kaj je šlo pravzaprav narobe na tekmi proti Rogaški? Ja, zelo slabo smo vstopili v tekmo, se pravi prvi gol iz prekinitve, ogromen nekih drugih žog so nam pobrali, sicer so z namenom trgali igro, tudi zelo težko igrišče na začetku, ampak tukaj ni izgovorov, zelo slab prvi polčas, v nadaljevanju, hvala Bogu, tudi žoga je šla malo hitreje, nismo toliko grešili, verjamem, da bi mnoge ekipe tako tekmo zgubile, mi nismo se predali do zadnjega trenutka in to je neka dobra stvar. Kakšna so bila navodila v garderobi med polčasom, glede na to, da je Rogaška kljub temu še tudi v drugem polčasu imela priložnosti, je nekje do druge polovice, oziroma do prve polovice drugega polčasa, kljub temu igrala z vami. Kaj ste vi želeli v bistvu v drugem polčasu? Jaz različno vidimo pač nogomet. Jaz nisem videl, da so oni kreirali, se pravi, oni so prišli z namenom, da igrajo čvrsto in da trgajo igro in iz tega so imeli kar nekaj situacij. Mi smo pa pač na vse to igrišče in vse to na neko zaprto formacijo mogli še zraven igrati in tukaj bili nestrpni in grešili, ampak med polčasom sem dejal, da se moramo umiriti, igrati hitreje, verjeti, da lahko obrnemo in na koncu nam je to tudi uspelo. Me pa ena stvar žalosti, nekateri bo rekel, izgovori, mene moti primer, mi ne rabimo zdravnika v Sloveniji, igralcu pomaga, 20krat ležijo in vse to zraven 10 menjav, 3 minute podaljška. Jaz ne vem, za koga se igra nogomet. Jaz mislim, da sodniki morajo zagovarjati igro in jaz danes nisem tega videl. Dominik Beršnjak, po remiju proti Olimpiji bi verjetno pred tekmo podpisali, ampak glede na sam razvoj celotne tekme ste na koncu z 2-2 zadovoljni ali ne? Vsekakor nismo zadovoljni, ne? Smo dobili zadetek v izdihljajih tekme. Na koncu zasluženo ali ne, mi bi morali boljše odgovoriti in to tekmo dobiti v naš prid. Večji del tekme ste bili nekako boljši, ste bili bolj podjetni proti Olimpiji. Ste bili do 75 minute zadovoljni s predstavo Rogaške? Ja, vsekakor. Mislim, da tudi na koncu dobro 2-2, da smo lahko zadovoljni, ampak pokazalo se je, da smo zdaj boljša ekipa in z optimizmom zremo v prihodnost. Marko Brest, najprej čestitke osebne za vaš zadetek, ampak verjetno bi raje videli, da bi Olimpija zmagala, vi pa ne bi dosegli gola. Ja, hvala lepa najprej. Se strinjam z vami, definitivno bi vsak nogometaš raje vzel 3 točke kot pa zadetek, ampak tak je nogomet, moramo strmeti k zmagam naprej in upam, da bo v prihodnje bolje. Kaj mislite, da je šlo narobe, da je Rogaška zelo hitro zadela, potem pa imela večji del tekme, praktično kar pobudo, več priložnosti so si ustvarili, Olimpiji pa nekako ni šlo? Ja, mislim, da smo slabo začeli tekmo, ta ponesrečen zadetek tudi na kornerju in potem je šlo v naurobno smer, nismo si tega želeli, tudi drugi polčas smo začeli precej slabo, na koncu smo se vendarle pobrali, sicer prepozno za zmago, ampak mislim, da je točka pošten rezultat. Patrik Mijić, iskrene čestitke za prvo predstavo v dresu Rogaške na uradni tekmi proti Olimpiji, ste igrali 2-2, kako ste vi videli tole tekmo? Pa prije svega hvala na čestitkama i htio bih čestitati i ekipi Olimpije i svojoj ekipi na stvarno, mislim, dobroj utakmici za gledatelje po teškom terenu koji nije bio baš dozvoljavao neku pas igru. Tako da mislim da smo odigrali dobru utakmicu. Ostaje žal naravno za 2 boda pošto smo primili gol u 90. minuti. Ali mislim da nam je neko prije utakmice ponudio bod protiv Olimpije u gostima, mislim da bi ga prihvatili, ali eto sad naravno da žalimo za ta 2 boda jer smo imali 2-0 i još nekih prilika da se odlijepimo. Tako da sa bodom idemo zadovoljni i mislim čestitam Olimpiji na stvarno dobroj utakmici, na povratku u utakmicu i želim svu sreću u daljnjem prvenstvu. A nama preostaje borba za opstanak i skupiti što više bodova da se probamo izvući.